Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnji oddaji Aktualno se bomo pogovarjali o urbanih drevesih. V studiu pozdravljam Jožeta Bovcona, vodjo Botaničnega vrta iz Ljubljane. Dobrodošli. Dober dan. Gospod Bovcon, povejte nam, zakaj so pravzaprav urbana drevesa tako pomembna za življenje v mestih? Ja, mogoče bi tle v Idriji si lahko privoščim eno tako prispodobo, da ne nazadnje tle je toliko gozda okrog, da bi rekli, da urbanih dreves ne rabimo. To bi bila recimo taka zelo huda zadeva, ki bi jo lahko rekli, ampak v resnici jih veliko rabimo, zato ker ne nazadnje vsi se staramo, a ne? In ko gremo od urada do urada, takrat, ko je zelo vroče poleti, rabimo senco. Če drugega ne, rabimo senco. Druga zadeva je, če imamo drevesa v mestu, potem so tukaj ptiči, vse se dogaja in takrat, ko pogledate recimo iz stanovanja, ko vidite na drevo, se vam zdi tako, kot da ste nekje v naravi. A ne? In to je tisti princip, ki ga človek pač kljub temu, da živi v mestih, rabi še vedno naravo. A ne? To je, bom rekel, tisti pravi instinkt. In ta pravi instinkt se je mogoče najbolj v tem COVID obdobju izkazal, kako ljudje rabijo naravo v mestu. Pri upravljanju te narave v mestu pa se včasih zaplete. Kako posaditi drevesa, katere drevesne vrste posaditi, kako jih vzdrževati, kako sobivati pravzaprav z drevesi? Ja, problem je, ker drevesa rastejo. Ne? In zato drevo postane čez čas problem. Ljudi moti listje, ki pada v žlebove, motijo jih sence, a ne, vse se zgodi in eni bi radi drevo, drugi bi ga posekali. Tako da v bistvu, bom rekel, je vedno konflikt med tistimi, ki bi radi dreves imeli več, pa tistimi, ki bi radi posekali drevesa. Ne. Druga zadeva je, da drevesa v mestu živijo drugače kot drevo v gozdu. V gozdu recimo lahko živi 100, 200, 300 let recimo. V mestu ima pa drevo zaradi vseh pogojev, ki jih ima, lahko zelo kratko življenjsko dobo. Zdaj po nekaterih recimo predvidevanjih po Evropi govorijo, da je drevesa tudi samo 30 let pa se že amortizirajo. Recimo, zato ker je preveč pritiskov na nje. Ne, vsakrat, ko kopljemo, posegamo v koreninski sistem. Ko posegamo v koreninski sistem, pomeni, da tudi v krošno posegamo, ker korenina pa, bom rekel, koreninski sistem pa krošna sta v ravnotežju. Ne. Tako da en kup takih zadev je. Pa drevesu napustimo dovolj prostora, da bi lahko vodo dobil. Ne. Zdaj, tle v Idriji sicer malo drugače, ker voda, bom rekel, še vedno pronica v to kotlino, a ne? Ampak tam, kjer je pa ravnina, je pa drevo, če ga vse asfaltirate, nima nobene vode. A ne? Tudi tukaj se enako zgodi, takrat, ko je zelo vroče poletje, če imate asfalt do drevesa, drevo ne dobi vode. A ne? In potem tako drevo začne hirati. Je čist drug pogoj, kot recimo v naravi ali pa v enem parku. Poseben problem so tudi drevoredi ob obremenjenih cestah. Strokovnjaki opozarjajo tudi na sol, na primer, ki po zimi poškoduje drevo najbrž. Ja, seveda je. Mislim, drevoredi, bom rekel, so najbolj obremenjena drevesa. Pozabljamo pa, da so drevoredi iz starega veka, ker so pač, kjerkoli so ljudje hodili, so delali drevorede, so bile sence. Vse vojske, ko so hodile, so si delali drevorede, da so po senci hodili, ker najhujše je hoditi po soncu. In drevoredi so imeli to funkcijo. Tudi v današnjem času, če vi pogledate, danes imamo klime. Ampak če se enkrat peljete po drevoredu, kjer ima senco, pa recimo pol, ko pridete na vzven, je lahko 6 ali pa tudi 10 stopinj razlike vam kaže, recimo termometer na avto. Se pravi, tudi v današnjem času še vedno poraba energije tista, ki jo porabiš pač za klimo. Ampak tega ne občutimo, več danes praktično ne rabimo tega. Pa vedno se pol tem, ceste se širijo, tovornjaki so zmeraj večji, malo jih zadene s tovornjaki, recimo drevo, trese se stalno, tudi treslaji niso tisti, ki so recimo drevesa, niso bile navajene takih treslajev, kot jih imajo v današnjem času, ko gre vsa težka mašinerija recimo tam. In vse to se dogaja, tako da so ta drevesa poleg soli obremenjena še nešteto, bom rekel, takimi dejavniki. Pa vsakrat, ko se koplje, se gre raj ob strani, ne po sredini ceste, ker je lažje tam ob strani delati in vsaka drevo nastrada. Pa veje letijo, pa reže se. Drevesa bi dejansko morali pustiti taka, kot so. Včasih je veljalo pravilo, recimo danes bi rekel 2 evra kovanc, take veje se še lahko reže. Kar je več, je v bistvu že možnost poškodbe glivic potem. In vse to pozabljamo. In ko drevo pride v mesto, ga hočemo takega imeti. Tako, da bi ostalo. Drevo pa raste. Koreninski sistem delate svoje, se pravi, dviguje asfalt lahko, če ne pravo, tudi hiša lahko poči. Vse se dogaja v mestu. Bi bilo bolje potem taka drevesa, drevorede odstraniti? Ja, lejte, v bistvu je, bom rekel, drevo v mestu je odgovornost, bom rekel, potem upravljavcev. Dejansko bi morali vsaka drevesa na 1 leto, 2 leti pregledati,
in pol videti, če je drevo navarno, je treba drevo v mestu tudi odstraniti. Tega tudi ne razumemo. Ne? Velikokrat je težava, ja, drevo, seveda, tudi mi dva sva že recimo toliko stara, da recimo tiste drevesa, ko bojo danes posekali, jih mi dva ne bova več videla v tisti fazi, kot so zdaj, recimo, če so drevesa 100 let stara. Samo drevo lahko pade, ne? In ko pade, lahko tudi koga v mestu ubije. Ne? In v bistvu zato, bom rekel, danes je v mestih, pametna mesta imajo drevesa na 2 leti ali pa na 1 leto pregledano, vse mora biti označeno, ne? Da je pregledano, ker potem, če se karkoli zgodi, je potem to višja sila. Če pa vi tega nimate, je pa v bistvu mesto odgovorno, če se karkoli zgodi. Arboristika se imenuje ta strokovna panoga, če sem prav povzel. Kaj je pravzaprav naloga arboristike? Je vse to, kar se zdaj pogovarja. V bistvu bom rekel, kako z drevesi delati, da bojo drevesa čim dlje časa v mestu potem tudi ostala. Vse to je spremljanje dreves, ker zdaj vsi mislimo na obžagovanje. Mi imamo, bom rekel, kar ta moment, da tisto zna z motorko delati, pol že drevesa lahko obžaguje. Ja, seveda naredimo spomenike, tako drevo je boljš pri tleh posekati, kot pa iz dreves delati spomenike. Drevo mora imeti, bom rekel, tisto svoj habitus, kot se temu reče, obliko, in značilno za tisto vrsto. Če temu ne uspemo narediti, če ga obglavimo, obglavljanje dreves ni dovoljeno, ker tista drevesa potem zelo hitro hirajo. Zato včasih rečejo, smo pomladili. Ja, pomladilo se je to za 1-2 leti, ker naredi en kup, tudi veliko težav si naredite, ko drevo, recimo obžagate velike veje, ker pol imate polno mladih pogankov, tisto se s prvim snegom lomi, se treba spet čistiti, drugič pa vse glivice potem v tiste velike rane noter grejo in drevo začne hirati. In vi sploh ne vidite, kdaj je drevo votlo, pa kar pade. Drevo je vitalno, še vedno raste, ker obot ima notranji les, tisti, ki bi moral biti beton, rastline, ker to so mrtve celice, pa propade. Bi bilo v teh primerih pametneje drevo zamenjati z novo sadiko? Seveda, to je tisto, ampak to je pa pač tisti konflikt, ki ga ne razumemo v mestu. Da v bistvu v mestu, če smo eno napako naredili, recimo, potem je treba drevo zamenjati. Boljše prej, kot kasneje, da se kaj ne zgodi, pa da bomo, recimo, mogoče bomo mi dva pa to drevo še videla, recimo vsaj v mladostni fazi. Če ga bomo pa čakali, da bo čist shiralo, ga pa zanesljivo ne bomo več videla. Ampak to je vedno moment vsake generacije. Mlajši, ko si vseeno tje, starejši, ko si težje gledaš, recimo, ko je na drevo pade. Ampak v mestu mora pasti, če hočete, da je mesto varno. Žal je tako. Tako da je treba v mestu drevesa tudi sekati in obnavljati jih. Kako pa strokovnjaki tolmačite dejstvo, da vsako drevo pravzaprav ni primerno za urbano drevo? Ja, to je predvsem zelo pomembno, ker kot sva prej govorila, če date preveliko drevo na premajhen prostor, potem lahko v bistvu vam vode uniči, ker drevo v koreninskem sistemu gre do vodov in vode lahko uniči, lahko vam uniči asfalt, recimo, podlago, lahko vam kamorkoli, lahko imate preveč sence, tudi preveč sence ni zaželjeno. Zdaj, če imate vi v stanovanju cel dan senco zaradi enega drevesa, tudi se ne počutite dobro. Se pravi, mora biti primerno drevo, se pravi, mora biti primerna višina, primerna krošnja za tisto mesto. To je pa tisto, kar je načrtovanje. Če vi hočete v mestu imeti pametna drevesa, je treba pametno načrtovati, ne vsako vrsto, ki se vam mogoče lepa zdi, tja dati, treba je videti tudi, katera vrsta bo na tistem mestu preživela zaradi vseh ekoloških razmer. Temperature so višje, ekstremi so, recimo pozen sneg, se pravi, če drevo prehitro olista, je v mestu spet problem, ker ga lahko lomi. Na vse te momente je treba pač gledati. To je pa že tisto, kar potem treba, bom rekel, ekologijo dreves najbolj poznati. V bistvu, bom rekel, v novejšem času najpomembnejša ekologija, ki mora seveda biti drevo tudi lepo in varno. Niso vsa drevesa, ker nekatera so zelo lomljiva. Nekateri tudi uvažajo drevesa iz drugih okolij, ki se to ne počutijo dobro, ne? Ja, to je pa drug problem, da v bistvu, odkar smo se osamosvojili, praktično smo izgubili drevesnice, tu je vse šlo, in dejansko nimamo več ustreznih velikih dreves. Vse mehne drevesce še dobimo, ampak mehno drevo ne gre na javni prostor. Na javni prostor se sadi drevesa, ki imajo 14-16 recimo prsnega obsega, zato je tako drevo že toliko sformirano, da potem raste, da nimate preveč težav. Tega nimamo in seveda drevesa prihajajo, bom rekel, iz severnih dežel. Te severne dežele pa nimajo tako ostrih podnebja, kot ga imamo mi. Poletje je zelo vroče, pozimi je lahko mrzlo.
Gor je pa tista mila atlantska klima in če vi tisto drevo tle sadite, ni. Ne? Mi bi pač nekje do Mink na drevesnici bi lahko pobirali sever Italije, tle, kjer je še taka ostra klima, ne? Pa recimo tam do Madžarske. Mi pa pobiramo Belgijo, Nizozemsko, ki je čist drug material. Pa tudi klima se spreminja z leti, ne? Seveda, tudi to je problem. Ampak pri nas je največji problem v tem, ne? Govorimo sicer, da se poletja toplijo, seveda se, ampak drug problem je, da imamo pa pozne ekstreme, ne? To, kar se nam letos dogaja. Na to vse pozabimo, ne? Da v bistvu zraven Alp smo in nam tudi, ko se bo zelo otoplilo, bo še zmeraj Alpe tisti problem, ki nam bojo hladen zrak dale. In to v trenutku je sprememba vremena. Na to pa pozabljamo. Katere drevesne vrste bi bile po vaši pressoji primerne za urbana drevesa v naših krajih? Ja, mi se zdaj zelo nagibamo k tem, da se čim več avtohtonih, se pravi dreves, ki so že tukaj doma, ne, daja. Seveda tudi kakšno tujo vrsto, zato da imate v kakšnem parku kaj lepega, recimo, ne, da ljudje nekaj vidijo, ampak drugače pa rastline, ki so tukaj prilagojene. Ne. Ko poznamo, koliko rastejo, ko vemo, koliko rabijo, recimo toplote, vsega, in ko preživijo to, bom rekel, dosti surove razmere, ne? Ker bom rekel, zmerni klimati, pa predvsem mi, ko smo v teh hribovitih delih, ni ravno primerno. Enkrat je recimo žled, enkrat je karkoli. Drevesa morajo tu preživeti, se tudi te naše polomi, ne? Se tudi v naravi vidimo, ampak recimo se pač gleda, da se tisto vzame, kar je in v mestu, potem to v bistvu lažje preživi, manj stroška je. Ne? Pa še lepe so, bom rekel, za naše opraševalce so prilagojene. Ne? Gledamo tudi na to, da je čim več, bom rekel, teh, ki so čebelam prijazne, ali pa drugim opraševalcem, ker s tem potem dobite tudi ptiče. Bom rekel, ves ta krog, ki tukaj prilagojen, se potem lepo vrti zraven, pa ne nazadnje vi iz narave prek mesta greste zopet v naravo z eno tako kontinuiteto. Hkrati pa tujci, ko pridejo, spoznajo to. Ne nazadnje, recimo, kolikokrat mi gledamo kakšen mali jesen kot cveti, ga nagledamo, ker je pač v tistih strminah, ko ga ne vidimo. Če ga imamo pa v mestu, pa lahko uživamo v njegovih vonjavah in v lepoti malega jesena, recimo. En tak primer. Pametno mesto ni samo, bi rekel, ne pomeni samo umnega upravljanja z električno energijo, ampak tudi pametno načrtovanje drevesnih vrst za zelenitev. Ja, vse je, ne, mislim, bom rekel, danes včasih zelo velike neumnosti delamo. Ne. Poleg dreves, recimo, so največji problem, ko delamo recimo 3/4 metra ali pa pol metra zelenice. Ne. Ne rabimo tega, ker tu ne bo nič raslo, ker se bo vse posušilo čez poletje. Ne. Vsak pozabi, da so poletja huda vročina in na pol metra med asfaltom trava ne more rasti. In v bistvu delamo škodo, ker ni nikoli dober izgled. Ne. Pa ne nazadnje, če v Sloveniji to pogledamo, v Sloveniji še vedno narabimo tam vmes tistih zelenih pasov, ker imamo naravo vse povsod. Ne moramo se primerjati z, bom rekel, 10 ali pa 20 milijonskimi mesti, ker nas je vsega skupaj malo. Ampak zato je pa tu treba čim bolj pametno narediti, ker ne nazadnje, kot sem že omenjal, ravno ta COVID kriza je mogoče pokazala, kako ljudje naravo rabijo. Tisti pravi instinkt od tistega, včasih rečem, izgona iz raja, ko smo pozabili, da smo bili nekoč v sožitju z naravo. Pa smo pa čisto pozabili na to. In v bistvu, karkoli delate, narava vas potem tepe. Ne mogoče takoj, ampak čez toliko let. Ampak enkrat zmeraj vrže nazaj, če naravo nadelate v bistvu nekako sonaravno. Kako v teh dneh diha botanični vrt? Ja, botanični vrt diha, bom rekel, kakšen dan s strahom tudi, zato ker recimo, ko pade pozni sneg, smo zmeraj v strahu, ker recimo vrt je 210 let star, nekatera drevesa so, bom rekel, zelo stara in njihova življenjska doba že proti koncu. In vsak pozni sneg lahko pomeni, da bo kakšno drevo padlo. Letos smo na srečo imeli srečo, da še nobeno ni padlo, ko je bil pa žled, nam je pa 22 dreves recimo šlo, ampak kljub temu smo to rešili, ker to je pač narava, tako je in je treba s to naravo tudi v mestu živeti in jo potem poskušati čim hitreje spraviti nazaj, da ima lepo podobo. Jože Bocon, hvala za ta pogovor in za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam za povabilo. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.